Pozdravljeni. V tem video prispevku vam bom govoril o prostovoljstvu ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter nekih drugih kriznih situacijah, ki se pojavljajo. In o vlogi prostovoljcev v tovrstnih situacijah, kajti njihova vloga je zelo velika. In sicer vedno, ko se pojavi neka velika naravna nesreča, neka krizna situacija, to postane novica številka ena, tako v medijih kot med ljudmi. In, ko to poslušamo, ko vidimo neke grozne, prizore s terena in smo seveda v nekem svojem varnem okolju, razmišljamo, kaj pa bi lahko mi naredili, kje pa bi lahko mi prispevali. In vsaka nesreča do sedaj je v Sloveniji sprožila en velik val solidarnosti, velik val ljudi, ki se je želela odpraviti na teren in tudi konkretno sama pomagati. Preden pa se odpravimo, pa v bistvu je mogoče zelo dobro, da, se zavedamo več stvari. Prva stvar je, da imamo v Sloveniji sistem, civilne zaščite. In znotraj tega sistema delujejo najrazličnejše prostovoljske organizacije, kot so gasilci, radioamaterji, jamarji, gorski reševalci, Rdeči križ in tako naprej. In znotraj vseh teh organizacij imajo že usposobljene prostovoljce, ki zelo dobro vedo, kako ravnati v tovrstnih situacijah. Zaradi tega je pomembno, da se mogoče v teh prvih trenutkih, v teh najbolj, kritičnih situacijah zares odzivajo samo prostovoljci, ki so, na to pripravljeni in že predhodno usposobljeni. In veliko možnosti za prostovoljstva pride trenutek kasneje. In trenutek kasneje se pojavi en cel kup vrste del, ki jih država v nekih tej izredni situaciji ne more narediti. Kot je na primer, ne vem, ob poplavah je v bistvu en cel kup ulic umazanih in jih je potrebno sčistiti. In za tovrstne stvari po navadi poskrbi država, ampak v teh izrednih situacijah pa dejansko, je to tudi naloga lahko in vloga, prostovoljcev, da pri tem absolutno pomagajo. Mogoče iz same osebne izkušnje, leta 2015 in 16 sem bil zelo vpleten v, zgodbo prehoda skoraj pol milijona beguncev, skozi Slovenijo. Takrat smo na Slovenski filantropiji organizirali 1600 prostovoljcev, ki so bili na terenu. In, spomnim se samih začetkov. Sami začetki so bili dejansko zelo težki za vse, zaradi tega, ker še mogoče ni bilo postavljene jasne strukture, razdelitve del in odgovornosti med posameznimi organizacijami, drugimi akterji. Se je pa že takrat pojavljalo zelo veliko iniciativ. Ampak v nekem tem prvem odzivu je zelo pomembno, da imamo postavljena zelo jasna pravila in merila, za opravljanje prostovoljskega dela, kaj počnemo, kako počnemo. In po navadi ta pravila postavljajo znotraj prostovoljskih organizacij neki strokovnjaki, ki imajo že kar nekaj izkušenj s temi stvarmi. In pravila, ki se bodo mogoče zdela vam zelo toga, so tam zelo na mestu. In sicer toga pravila na samem začetku, če jih imenujemo toga, so postavljena zato, da varujejo tudi zdravje prostovoljcev. Da nekako poskušajo vzpostaviti sistem enake obravnave vseh ljudi. In, ko govorimo o nekih, večjem številu ljudi in o teh pravilih, je seveda potem tista nevarnost, da se nekako izgubljajo potrebe posameznega človeka. In če bi se organizacija seveda odzivala na potrebe vsakega posameznika, bi se sistem zelo hitro, zrušil. Tako pa dejansko lahko sistem funkcionira. Ampak to seveda ne pomeni, da so
ideje in predlogi prostovoljcev v nekih, tovrstnih kriznih situacijah, nedobrodošli. Ampak za njih je treba mogoče malo počakati in to je kar težka stvar za prostovoljce. In sicer potrebno je počakati, da se najprej vzpostavi tisto osnovno funkcioniranje, in ko imamo enkrat osnovno funkcionirano, lahko potem razmišljamo naprej. In sicer jaz se spomnim takrat, leta 2015, ko smo se prostovoljci in koordinatorji na terenu ukvarjali s tem, kako zagotoviti dejansko, da bodo vsi ljudje prišli do obleke in do obutve, da so bili pa neke iniciative prostovoljcev, ki pa bi sedaj delili plišaste igračke med, otroke. Zato takrat ni bilo časa, ni bilo prostora. Zato je bil čas, 2 meseca kasneje. Naslednja stvar, ki je povezana s kriznimi situacijami, pa je dejansko stres. Situacije, ki se pojavljajo na terenu, niso enostavne. Zaradi tega, sem tudi leta 2015, doživel veliko prostovoljcev, ki so imeli čiste znake izgorevanja, prostovoljce, ki so prišli na teren in so po 2 urah ugotovili, da je to preveč za njih in so se rajši odpravili nazaj domov. Zaradi tega tudi topel nasvet vsem tistim, ki, se boste odpravili v to zgodbo. Če boste o samem prostovoljskem delu potem razmišljali vsak dan, če boste imeli zaradi tega težave s spanjem, je vsekakor dobro, da se obrnete na organizacijo, da vam zagotovi tako imenovane razbremenilne pogovore. Če povzamem moje glavno sporočilo, prostovoljstva ob nekih velikih naravnih in drugih kriznih situacijah. Prostovoljci opravljajo dela, ki jih načeloma drugače ne. In s tem ni nič narobe, v kolikor govorimo o nekem hitrem odzivu. In kot drugo je, vsekakor bodo postavljena, bolj jasna pravila, ki bodo za mnoge lahko delovale toge, ampak brez nekih jasnih pravil in omejitev sistema pomoči v tovrstnih situacijah ne bi imeli. Zaradi tega je zelo pomembno, da ta pravila spoštujemo. In kot prostovoljci, ki se boste javljali organizacijam, zares poslušajte navodila koordinatorjev. Imajo izkušnje, vedo, zakaj so res te stvari postavili, in sledite vsem navodilom, ki jih da organizacija, da jih ne boste obremenjevali po nepotrebnem. Na primer, če v organizaciji napišejo, da se prijavite za prostovoljsko delo preko posameznega spletnega obrazca, se prijavite preko tistega, ne pa jim pisati po e-mailu in jih tako še dodatno obremenjevati. Vsekakor pa je lahko občutek, v, pomoči v tovrstnih situacijah zelo dober. Veliko se lahko naredi in ko prideš domov, imaš lahko: koliko sem pa danes naredil." Upam, da bo vsem prostovoljcem, ki se, podajajo v res teh, kriznih situacijah, v situacijah, kjer dejansko malce ali pa kar dosti tvegajo tudi svoje zdravje in življenje, to dobra izkušnja.